Predlagam, da začnemo. Prav lepo vas pozdravljam. Sklicana je sedma izredna seja občinskega sveta občine Ljutomer. Za današnjo sejo so se opravičili gospod magister Kavčič Aleksander, gospod Tihomir Babič, gospod Heric Anton in pa gospod Heric Jože. V tem času, ko se nismo srečali, so rojstni dan praznovali gospod Babič Tihomir, gospod Bogdan Damjan, gospod Rošker Franc in pa gospod Smodiš Branko. Iskreno vam čestitam in želim vse dobro. Ugotavljam, da vas je 15 prisotnih, torej lahko delamo naprej. Za današnjo izredno sejo je sklicana oziroma je na dnevnem redu predlagana samo ena točka, in sicer odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Ljutomer v letu 2014 po skrajšanem postopku. Tako da, če se strinjate z predlagano točko dnevnega reda, namreč mislim, da ni potrebno na dolgo in široko razlagati, kaj se je dogajalo v preteklih dneh po občini, da je potrebno pač soglasje občinskega sveta glede zagotavljanja interventnih sredstev, zato kar so seveda gasilci po terenu porihtali. To je potrebno tudi določene stroške pokriti, ker je bilo ogromno dela na terenu. To bo več povedal tudi poveljnik civilne zaščite, če boste potrdili dnevni red. Tako da bi jaz predlagala, če lahko potrdite predlagani dnevni red te točke in bi to dala na glasovanje. Kdo se strinja? Hvala lepa, soglasno. Gospod Branko, jaz vas prosim, da pojasnite. Ja, spoštovani svetniki in županja, lep pozdrav. Moram reči, da kot smo vsi na svoji koži občutili, dejansko nas je zajelo neurje, kar celo leto imamo težave z dežjem, s preveč dežja in zadnji teden pa res preobilica vsega skupaj, tako da smo doživeli poplave reke Mure. Otrgalo se poleg tistih plazov, ki jih imamo v evidenci, vsaj še 20. Moram reči, da niti vseh še nismo uspeli pogledati, kajti vsak drugi telefon, ki se pojavi na občini Ljutomer, je pravzaprav prijava kakšnega novega plazu ali pa se je stari spet premaknil. Že ves čas občina Ljutomer izvaja intervencijske posege po vseh teh neurjih, nevihtah, ki so bile skozi celo poletje. Prav tako pa bi rekel, da smo že nekaj posegov napravili tudi na plazu pri Slokanu v Cubru in seveda to več z rokami pa z lopatami ne gre. Za te zadeve rabimo stroje, rabimo prav določene posege, da to lahko sploh še obvladujemo. Torej, pripravili smo odlok v zvezi z porabo proračunske rezerve za občino Ljutomer za leto 2014. Gre pa za, tako kot je že v uvodu zapisano, za nujna sanacijska dela na vseh cestah, po vseh krajih v občini Ljutomer. Potem gre za nekoliko, bi rekel, posega oziroma nekoliko ublažitev težav na plaziščih in seveda za nadomestilo iztrošene, porabljene ali uničene opreme. Tu gre predvsem za vreča, potem za plačilo stroškov peska in seveda tudi ostale opreme, ki se pri teh posegih in intervencijah poškodovala. Kot je že gospa županja omenila, dejansko se je zelo veliko postorilo. Samo v 2 dneh so gasilci intervenirali in če bi to kdo namesto gasilcev opravil, bi to bil poseg vreden en dan 32 000 evrov, drugi dan pa nekaj čez 25 000 evrov. Se pravi, to gre za 13. in 14. 9., ki so bili nekako udarni dnevi v občini Ljutomer. Moram pa reči, da so še vedno gasilci na terenu, vedno še črpajo. Tudi danes zjutraj, ko smo bili na Krapju, so nas o tem obvestili, da še vedno pač morajo sprazniti določene prostore in seveda tudi pregledujejo škodo še ostalo, tudi na nasipih, jarkih in podobno.
Moram reči tudi, da smo dali interventno prekopati določene jarke prav zaradi tega, da smo potem lahko sprostili vodo iz zaledja. Tu gre za naselje na Moti, na Murgasi, potem gre za celoten Cven in pa seveda tudi za Babence, kjer je že kar nekaj časa težava zalednih in ostalih voda. Posega ni bilo potrebno izvajati trenutno še v pristave, čeprav se zna zgoditi, če še bo kakšen dan deževalo, da bo tudi tam se kaj podobnega pojavilo. Pravzaprav zamašeni so pa bili vsi jarki, vsi propusti, vse ceste, ki so makadamske ali tudi, če so asfaltne, so bile poškodovane, vse baknide, če drugo ne, porušilo se je določeno drevje in seveda kar nekaj škode je nastalo na vseh teh kmetijskih površinah, ki so ali oblite z blatom ali z gramozom, in seveda tudi vse ostalo je treba pač poskušati čim prej posanirati, da se življenje postavi v koliko toliko normalno stanje. Na področju občine Ljutomer imamo tako več kot 90 aktivnih plazov, vendar najtežje plazišča so Cuber 19 pri Slokanu, potem Gresočak 25 pri Kodru, potem v Ilovcih 19 pri Viher Branku, kjer je odneslo del hiše in seveda tudi v Ilovcih celotno področje tam okrog Šuta, pa tudi v Rinčetovi grabi, ki zelo velika masa zemljine drsi proti hiši, na srečo še je kakšnih 30 do 50 metrov stran od hiše, tako da to zadevo spremljamo tudi z ostalimi službami, ne samo z našimi, ki jih pač imamo v občini Ljutomer. Pridružujejo se nam tudi VGP, podjetje za upravljanje z vodami, VGP Mura, da bi zagotovili kakšne dodatne stroje in seveda tudi dodatno tehniko, ki bi bila sposobna sploh priti na plaz, ker na teh plaziščih je tak razmočen teren, da tudi je tudi peš zelo nevarno hoditi po teh plaziščih. Takole za začetek, pa mogoče še na kakšno vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospodu Podlebniku, civilne zaščite, izvolite, Lep pozdrav vsem skupaj prisotnim, županje, direktorjem, svetnicama in svetnikom. Jaz bi se najprej rad zahvalil za sodelovanje, ki smo ga 4 let delali skupaj opravili, ker na naslednjih volitvah jaz ne kandidiram več na nobeni listi in vam tistim, ki kandidirate, in mogoče boste izvoljeni, želim uspešno delo. Zdaj pa bi se dotaknil tega problema, kako smo se pogovarjali. Mogoče bi lahko ta sestanek sklicali malo prej, da bi takoj v akcijo šli, mogoče po tistem, da je že v tem ostalo moje razmišljanje. Jaz bi dal občinski službi in pa tudi županji seveda predlog, da se mogoče, če je možno, naredi odlog glede Babinec, ko imamo težave že drugo leto zaporedoma, tretjo, da se naloži lastnikom zemljišč, da se tisti jarki, ko so včasih obstali, naredijo. Ne vem, če je to možno, to morate mi meni povedati, ali se da, ali se ne da, uporabijo se tisto sredstvo, lahko smo sprejeli tudi za koncesijo za gromoznico, da se uporabi to in pa da se mogoče rezervo poveča, če je možno. Ne? Ker 158 000 evrov, koliko sem Branka poslušal, ne vem, če bo dovolj za vso to delo, ki je namenjeno, mislim, da je samo 2 dni bilo preko 50 000 evrov, ne? Je to 3-4 dni, pa smo brez sredstva. To bi bil moj predlog, da se to prouči in čim prej pristopi k temu delu, da se res pač v največji meri, koliko je občina tudi finančno sposobna, to uredi, ker vemo, da take škode ni, da bi 3 promile proračuna državnega pač mi dosegali, da bi lahko pričakovali pomoč od države. Mislim, da je to neki cenzus, če se ne motim. In naslednjo predlagam svetnicama in svetnikom, da se odpovemo sejnini v korist vsem tem prizadetim, ki so pač utrpeli škodo v tem neurju. Toliko z moje strani, hvala. Hvala lepa, gospod Lah. V bistvu ocena, to je sigurno ocena teh 158 000 evrov, se popolnoma strinjamo z vami, in neko oceno smo morali tudi pripraviti, da smo lahko sklicali izredno sejo. Zdaj, to, kar ste omenili, bi rekla tako, v konkretno Babincih se je že prejšnji teden izkopalo jarke. Vi veste, da je bilo v planu proračuna za letošnjo leto predvidena priprava projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je bila izdelana,
vendar smo imeli malo težav z pridobivanjem služnosti strani posameznih lastnikov. In dokler niso služnostne pogodbe podpisane, tudi ni možno pridobiti gradbenega dovoljenja. Vendar se je prejšnji teden po posvetu z seveda pristojnimi smo se odločili, da se pa skozi interventna sredstva, se pravi skozi ta, ki bi jih naj danes potrjevali, vseeno pristopi tudi k izkopu jarkov. Tako da so jarki v prejšnjem tednu so se začeli kopati, mislim, da zdaj še ni čisto dokončno. Tudi na Cvenu je ista situacija. Tanja Krevna skupnost Cven iz naslova rudarske rente tudi naročila izdelavo projektne dokumentacije. Projekti so tudi že pripravljeni, tako da so tudi tam začeli kopati jarke. Seveda se je pri vseh izkopih upoštevalo to projektno dokumentacijo. Zdaj, če tako rečem, čisto, če ne bi bilo poplav, se tudi skozi intervencijo ne bi moglo to zgoditi, ker vedno moraš vprašati lastnika, če lahko posežeš njegovo zemljišče. Zdaj pa je pač to prilika, ki smo mi pač v tem smislu zasledovali. Se lahko tudi gospod direktor pa gospod Novak, odgovoren za civilno zaščito, še več povesta o tem. Smo pa danes tudi izpostavili to, kar je že direktor povedal na Krapju, da je res treba prositi državo, da bi tukaj pa vseeno malo določene stvari malo bolj resno bi mogli pristopiti, kajti mi smo zdaj dejansko tu poskušali predlagati 158 000 evrov rezerve, da bi tudi država v teh nujnih trenutkih dala nekšna interventna sredstva, ko bi lahko uredili nasipe. Po tereni 30 cm dvigniti nasipe, ali kaj tudi ne bi toliko koštalo, čeprav tudi že na lokalnem nivoju določene stvari rešujemo. Naj samo damo primerjavo, z tega podatka nisem vedela, pa sem ga danes prvič slišala strani našega direktorja, da država pač za investicijsko vzdrževanje za porečje Mura zagotovi 380 000 evrov, mi pa zdaj z intervencijo zagotavljamo 158 000. Tako da jaz upam, da bo posluh in pa da bo tudi v parlamentu, ko se bo pač odločalo o teh sredstvih, bi bilo fajn, če bi se sredstva za investicijsko vzdrževanje za porečje Mure malo dvignila, ker bi skozi investicijsko vzdrževanje tudi lahko marsikateri problem rešili in ne bi prihajalo do takšne škode, kak je pač zdaj določenim krajankam in krajanom. Tako da se zna zgoditi, da bodo ta sredstva primanjkovala, bi pa prosila gospoda Novaka, če še malo pojasnite, to so sredstva, na podlagi katerih mi potem tudi posredujemo zahtevek do države, tako da bi še tudi te informacije mogoče dali. Za sredstva, ki so predvidena v odloku, gre za 1,5% od primerne porabe, ki je nekako predvidena v zakonu o odpravi naravnih in drugih nesreč, kot tista meja, do katere mora občina zagotavljati te intervencijska sredstva in ravno z današnjim odlokom bomo te sredstva počrpali. Tako da vse, kaj bo višek, kaj bo stroška več, je bilo praksa preteklih let, da je država tudi te sredstva vračala. Moram pa reči, da sedaj pa nimam informacije, glede na to, da so katastrofe pravzaprav od februarja naprej, kako te zadeve sedaj funkcionirajo v državi. Mi smo te plazove, ki smo se prej pogovarjali, že leta 2009 prijavili v njihove, bi rekel, sezname, oziroma v njihovo vednost, ampak do letos se pravzaprav ni zgodilo nič. Tudi danes zjutraj sem povedal na Krapju, da zapisnik oziroma ugotovitve iz leta 2005 danes popravim samo še datum, pa ga lahko dam naprej, se pravi z pripombo, da za 30% so se zadeve pokvarile, ne da bi se kaj za kakšen procent izboljšalo. Se pravi, dejansko je tu težava na strani države. Mi pač nujno, kaj lahko naredimo s temi našimi sredstvi, ko jih imamo. Zavedamo se, da bo to verjetno res premalo, glede na to, kakšen obsegu se te zadeve dogajajo. Bojimo se pa samo še tega, da še bo se vreme slabšalo ali pa tako slabo vreme nadaljevalo, kajti res pod nujno rabimo tudi določeno nadomestilo za intervencijska sredstva, kot so vreče, pesek in podobne zadeve. Čeprav v tistem trenutku, ko to rabimo, sploh do zdaj nismo imeli problema, moram reči res zahvala vsem službam, ki so za to zadolžene, ki jih imamo tudi pogodbe sklenjene za primer intervencij.
Ni problema sred noči priti, izdati zadeve in seveda tudi pomagati, kar se pač najbolj da. Gre pa res za interventna sredstva, v tem samo občinskega proračuna, toliko je tudi v tem našem skladu iz preteklih let in letošnjega leta sredstva na razpolago in s tem odlokom bomo pravzaprav sredstva počrpali praktično do popolnosti. Hvala lepa. Naprej še kdo? Če ni več razprave? Ja. Jaz bi imel samo pregled, zdaj mi je čez spomin, mi je zdaj prešinalo. Vem, da v določenih državah v Evropi zavarovalnice sodelujejo z lokalnimi oblastmi, kako ne rečem, z lokalno skupnostjo. Na primer v Belgiji je postala ločina tudi ceste bolj prometne, da tudi nekaj financirajo, da čim manj nesreč in imajo manj škode. Je možno zakonsko, da se tudi oni pristopijo mogoče k kako finančno pomočjo, da se to uredi, ker posledično imajo potem nimajo izplačila škode, ki se bo zdaj pojavila. Samo to je moj predlog, pa bi predlagal tisti sklep, da sprejmemo za stenino, zato se kaj povemo samo. Lahko predlagate, ko damo na glasovanje, lahko pa prepustimo, da pač je samo kako želite. Te pa bi jaz prosil za to sklep. Še želite razpravljati na odlok? Če ne, potem dajem na glasovanje in sicer občinski svet občine Ljutomer sprejme odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Ljutomer v letu 2014 po skrajšanem postopku. Odlok se objavi v uradnem glasilu občine Ljutomer. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno. In pa še pobuda gospoda Laha, da se danes odpoveste sejnini v korist tistih, ki so bili prizadeti ob teh naravnih nesrečah. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno. A ti si izdignal roko ali ne? Pardon, izvoli. Nimam sejnine, zato nisem dvignil roke. Sem pa že doniral določene stvari za poplave, pa še tudi bom. Hvala lepa. No, danes je z nami prvič gospa svetnica, da je na prejšnji seji seveda povila novega občana oziroma otroka. Mi smo takrat seveda to takoj povedali vsem svetnicam in svetnikom in se veselili z vami, ker je bilo ravno na tisti dan, ko je bila seja. Tako da iskrene čestitke. Predali smo ji značko, ki pripada tako kot vsem ostalim vam svetnikom. In pa seveda iskrena hvala za sodelovanje v tem mandatu in v spomin smo vam na mizo dali tudi monografijo občine Ljutomer. Še eno obvestilo bi samo rada, zdaj me je tudi gospod Branko upozoril. V tem času, ko se je pač ta nesreča neljuba zgodila Kodrovem, je tudi občina izročila tej družini ključe od občinskega stanovanja. To smo vas dolžni po zakonodaji obvestiti, tako da prosim, da to vzamete na znanje. Še moram kaj dodati? Ne, mislim. Dobro, želimo vse dobro, hvala lepa.